dopolnim pozdrave. Želela bi pozdraviti gospoda Cveta Uršiča, direktorja Direktorata za invalide pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Potem bi želela pozdraviti naše goste, ki prihajajo iz Zahodnega Balkana, predstavniki prostovoljskih nevladnih organizacij iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije in Srbije. Za njihovo udeležbo postaja naš kongres pravzaprav mednarodni kongres. Predvsem pozdravljeni dragi in spoštovani prostovoljci Slovenije, pozdravljeni vsi drugi udeleženci in gospod Janez Prevzl, generalni sekretar Rdečega križa Slovenije, ki je gostitelj našega kongresa. Kot smo slišali, se nahajamo na 7. kongresu prostovoljstva in ker bi bila ta med dvima kongresoma vsaj 2 leti, pomeni, da se vsaj 14 let srečujemo, da bi ugotovili, kje smo, kam gremo, razmenjali izkušnje in predstavili lastno delo, se pohvalili eni pred drugimi in seveda potožili eni drugim o vsem, kar nastale. Naslov letošnjega kongresa je Moč prostovoljstva pri dvigu kakovosti življenja in odpravljanju revščine. Mogoče bi lahko ga preoblikovali v bolj skromno varianto in bi namesto odpravljanja revščine dali odpravljanja posledic revščine. Tema je zelo aktualna v času, ko smo se zavedli, da je revščina še tako prisotna med nami in da vsak hip lahko udari po tistih državah, ki veljajo za bogate. Ko sem pripravljala nagovor za kongres, so me opozorili, da kongres ni le o revščini, temveč o izboljšanju kakovosti življenja nasploh. In res je, prostovoljstvo lahko po različnih poteh izboljšuje kakovost življenja vsem ljudem, različnim skupinam. Vsi otroci, za katere organizirajo prostovoljci neke razvedrilne dejavnosti, bodo imeli boljšo kakovost življenja, bolj polno in pestro življenje. Vse gospe, ki tako kot jaz se ukvarjajo s prostovoljstvom, kot upokojenke, imajo bolj bogato življenje zaradi tega. Vendar etična osnova prostovoljstva je socialna odgovornost. To pomeni, da je dolžno prostovoljstvo dajati prednost tistim, ki nimajo, ki najbolj potrebujejo, ki so porinjeni na rob, ki so izključeni in pogosto ponižani. Naše življenje uravnavajo različni svetovi, v katerih se gibljamo. To je svet zasebnih odnosov, družina, prijatelji, svet države, svet trga ali kot pravimo profitni sektor in svet civilne družbe ali neprofitni sektor. Ti svetovi nas ščitijo ali ogrožajo. Pri revnih je svet družine vpet v pomanjkanje in močno omejene možnosti. Družina ne more bistveno zmanjševati učinkov revščine na posameznika. Lahko nudi oporo, notranjo moč za obvladovanje revščine, zato da človek ohrani svoje dostojanstvo, vero v človeštvo, upanje v boljši jutri. Vendar s tem ne moreš plačati hrane za družino, najeti stanovanja, ki je vlažno in mrzlo, kupiti prelepih otroških knjig, ki so na voljo v knjigarnah in spodbujajo otroka k branju. S tem ne moreš odpraviti vednosti, da je svet hudo nepravičen, razen v besedah seveda, saj je uradni govor poln besed, kot so človekove pravice in enake možnosti. Država ima mehanizme pomoči, podpore, kompenzacije za učinke revščine, toda ti so dokaj nezadostni. Če ne bi bilo temu tako, ne bi bilo toliko ljudi, ki hodijo k Rdečemu križu ali Karitasu po pomoč. O svetu trga raje ne govorim, če tudi seveda svet trga zavezuje načelo socialne odgovornosti. Toda primeri izkoriščanja ljudi in prispevek tržnega sveta k revščini so v današnjem času tako pogosti in očitni, da zameglijo socialno odgovorno trženje. In tako pristanemo v svetu, katerem pravimo civilna družba. Blizu
temu pojmu vsebinsko so skupnost, socialna mreža, socialni kapital ali preprosto povedano ljudje, ki so neposredno ali posredno povezani s posameznikom. Ta svet prav tako vsebuje ogrožajoče in zaščitne dejavnike, vendar v okviru kongresa prostovoljstva nas zanimajo predvsem zaščitni dejavniki. Sprašujemo se, kaj lahko to področje stori za pomoč ljudem v stiski, zoper izključenost in nepojmljivo neenakost. Odgovorov na to vprašanje je mnogo. Ta svet je v francoski revoluciji poleg svobode in bratstva uveljavil vrednoto enakosti. Skupnost poraja spontano pomoč posamezniku v stiski. To je prostovoljstvo, o katerem zelo redko govorimo ali pa malo govorimo, in ki je verjetno, oziroma jaz sem prepričana, bolj pomembno od našega organiziranega prostovoljstva. V tem svetu so se že pred stoletji kristalizirale kot posebne tvorbe organizirane oblike solidarnosti, ki so v zadnjih letih prevzele ime nevladnih organizacij in organiziranega prostovoljnega dela. Nevladne organizacije in organizirano prostovoljno delo imajo veliko možnosti, da se na različne načine odzovejo na neugodne socialne okoliščine. Pri tem niso omejeni le na pomoč trpečemu in prikrajšanemu. Njihovo delovanje vključuje tudi socialni aktivizem, opozarjanje, zagovorništvo, protestiranje, pritiske na odločevalce. Mnogi prostovoljci vidijo svojo vlogo v takšni širši družbeni dejavnosti, drugi se bodo našli v vlogi pomočnikov. V prostovoljstvu smo dogradili vsebine in besednjak. V niz označevalcev, kot so dobrodelnost, karitativnost, altruizem, solidarnost, so se uvrstili skupnostno delo, državljanska participacija, državljanska odgovornost, prevzemanje odgovornosti za sočloveka in za lastno skupnost, aktiviranje človeških virov, razvoj socialnega kapitala, socialni aktivizem. Ta premik ilustrira dobro naslov, kateremu je dala Evropska skupnost za leto 2011. Razglasila ga je namreč za Evropsko leto prostovoljskih dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva. Prostovoljstvo lahko omili učinke revščine, nekatere kompenzira, nadomesti marsikaj, kar se plačuje z denarjem. Jaz se ukvarjam z otroki, zato dajem predvsem primere iz otroškega sveta. Naprimer, če ima otrok v šoli težave, mu kot izobražen roditelj sam pomagaš pri učenju ali kupiš inštrukcije in inštruktorja. Če nimaš izobrazbe, kar večina revnih nima, in če nimaš denarja, tedaj tega ne moreš. Prostovoljci pomagajo mnogim otrokom, katerih starši zaradi nizke izobrazbe ne zmorejo prvega in zaradi pomanjkanja denarja ne zmorejo drugega. Omenila bi še to, da včasih je zaznati neka trenja napetosti med tistimi, ki pomagajo posamezniku ali skupini konkretno, in tistimi, ki so bolj na strani socialnega aktivizma. Prisotni včasih so tudi očitki tistih, ki pomagajo, pomagamo konkretno, pravimo, že v redu, vi govorite, mi pa pomagamo konkretnim ljudem v stiski. Z druge strani so tudi očitki, no, mislim, da je to nepotrebno, oziroma, tako bi rekla, da vsaka nevladna organizacija v osnovi poleg pomoči posameznikom ali skupinam v določenih okoliščinah povzdigne svoj glas za to, da bi se nekaj spremenilo v širšem kontekstu, kot recimo o nekaterih vprašanjih bomo tukaj govorili, zakon o prostovoljstvu, način financiranja in tako dalje. V perspektivi širše družbene koristnosti ima posebno mesto prostovoljno delo otrok in mladih. Vsako prostovoljstvo je vredno najglobljega spoštovanja, ampak otroci in mladi, kot običajno rečemo,